Najprej vsem skupaj en lep pozdrav, pa hvala, ker ste se udeležili našega predavanja v tako velikem številu. Pozdravljam vas v imenu organizatorja Geodetske uprave Republike Slovenije, ki je v bistvu, bom rekla, glavni krivec za realizacijo teh zadev. Seveda to poteka, ta projekt, v sklopu katerega je tudi današnje predavanje, poteka v okviru projektov e-prostor. In eden od teh podprojektov noter je tudi transformacija v nov koordinatni sistem. Danes bo z vami moj kolega Andrej Mesner, ki bo zadnji del predavanja odpredaval. Moje ime pa Marjana Vogrin in upam, da vam bom uspela predstaviti tiste točke, ki so zelo pomembne pri transformaciji v nov koordinatni sistem. Samo predavanje je sicer razdeljeno v 13 delov, ampak lahko govorimo v 3 vsebinske sklope. V prvih 9 vsebinskih sklopih se bomo pobliže spoznali z našim novim koordinatnim sistemom, kaj pomeni transformacija v nov koordinatni sistem, katere modele je Geodetska uprava pripravila za transformacijo v nov koordinatni sistem, kje nas lahko čakajo težave, kako se je sploh spoprijela in kaj so vzroki, da smo prišli v nov koordinatni sistem. Potem bomo čisto na kratko opisali projekte e-prostor, znotraj katerega je tudi ta projekt, in na koncu zadnje 3 točke pa vam bo povedal moj kolega Andrej Mesner. Zdaj, če govorimo o transformaciji v nov koordinatni sistem, je prav, da ta naš nov koordinatni sistem najprej predstavimo. No, ime našemu novemu koordinatnemu sistemu je D96TM in sicer gre za državni ravninski koordinatni sistem, ki ga označujemo z kratico geodetskega datuma, to je ta 96, in pa s kratico kartografske projekcije. Seveda, če hočemo ga opisati, moramo dati njegovo osebno izkaznico. Njegova osebna izkaznica pa poleg imena je tudi projekcija, ki jo uporablja, to je ta TM, kot smo že rekli, transverzalna prečna Mercatorjeva projekcija, geodetski datum, to je 1996, elipsoid, na katerem sloni ta naš nov koordinatni sistem, to je ta GRS 1980, in po novem sta oznaki, s katero boste srečavali nove koordinate E in N. E pomeni usmerjenost proti vzhodu, iz angleškega easting, in N iz angleškega northing pomeni usmerjenost proti severu. Se pravi, ne bomo imeli več YX, ampak bomo imeli E pa N po novem. Že tako boste lahko ločili ta dva koordinatna sistema. Lahko boste srečali to pisano z malimi črkami ali pa z velikimi črkami. Ni še, bom rekla, oboje boste v literaturi, ki govori o našem novem koordinatnem sistemu, to zadevo srečali. Zdaj, preden gremo naprej še kaj povedati o tem našem novem koordinatnem sistemu, pa je prav, da si razjasnimo nekaj temeljnih pojmov v povezavi z koordinatnim sistemom. Če jaz rečem koordinatni sistem, je definicija nekako taka, da je to matematično orodje ali niz pravil, s pomočjo katerih umestimo posamezne objekte v določeno okolje. Zdaj poznamo več koordinatnih sistemov in zdaj tale ravninski, prostorski, višinski, pravokotni, te niso v nizu. To je tako recimo, kot če bi jaz rekla, namesto koordinatni sistem, da razlagam obleka, potem pomeni to, kar vam je od spod napisan, ravninski, prostorski, višinski, pravokotni, polarni, ne da je to rdeča, plava, modra obleka, ampak to je rdeča obleka, volnena obleka, kratka obleka. Se pravi, ti sistemi, ki jih imamo, ni nujno, da so samo, bom rekla, potem različni, ampak opisujejo neke značilnosti posameznega koordinatnega sistema. Zdaj pridemo do prve take bolj resne zadeve, ki jo mogoče nekateri ne poznate, ker ste tukaj. To o koordinatnem sistemu vem, da veste vsi. Je pa referenčni koordinatni sistem. Referenčni koordinatni sistem je v bistvu dejansko vzpostavljen koordinatni sistem. To je teoretični sistem, ki je bom rekla, umeščen na fizično površje Zemlje. In z njim je določen tudi geodetski datum osnovne mreže geodetskih točk. Zdaj, če pogledamo, s čem mi ta referenčni koordinatni sistem predstavimo, se pravi, povedati moramo geodetski datum, potem povedati moramo referenčno ploskev, ki predstavlja približek površja Zemlje, potem pomemo vrsto koordinat, a gre za prostorske, a gre za horizontalne ali kakorkoli, potem merske enote, območje, ki ga pokriva,
pa kartografska projekcija, pa njene značilnosti za ta referenčni koordinatni sistem. Zdaj, pri geodetskem datumu zanese, to pomeni nek datum. Ja, sej pomeni, leto 1996 je letnica, ampak ta predstavlja, bom rekla, srednji trenutek, ko so bile določene te, bom rekla, osnovne geodetske točke, s katerih se je potem vsa zadeva šla naprej. Torej, geodetski datum ne pomeni datum, samo poimenujemo ga z datumom in ponovadi ga poimenujemo z srednjim trenutkom, ko so bile te koordinate določene, ker mi jih itak ne določimo v trenutku. Recimo, kot ste videli kasneje, so se začele aktivnosti že leta 1993 na spremembi koordinatnega sistema. Same meritve so trajale do 96. leta, potem so šla pa še računanja naprej in nekje srednji datum, ko smo mi določili te zadeve, je 1996, zato govorimo o geodetskem datumu. Geodetski datum so pa v bistvu podatki osnovne geodetske mreže, ki je bila izračunana, na podlagi katere se potem lahko izvaja detaljna izmera ali pa tudi georeferenciranje ploskov v prostor. Zdaj, če gremo naprej, pa imamo še pojem državni koordinatni sistem. Boste rekli, a ni to eno in isto? Referenčni koordinatni sistem in državni koordinatni sistem sta lahko eno in isto, če govoriva o istem območju. Vendar državni koordinatni sistem pomeni, če rečemo slovenski koordinatni državni sistem, pomeni, da velja za Slovenijo. In je obenem to tudi referenčni koordinatni sistem. Za evropski koordinatni sistem imamo tudi referenčni koordinatni sistem, pa je obenem tudi evropski koordinatni sistem. Če pogledamo značilnosti še enkrat našega koordinatnega državnega sistema, se pravi na območju naše države, vidimo, da je geodetski datum, ki ga boste danes še velikokrat slišali, 1996, da je spet elipsoid GRS 1980, da imamo horizontalne koordinate, da je enota, v kateri se te koordinate izražajo metri, da gre za območje Republike Slovenije in da uporabljamo prečno Mercatorjevo projekcijo. To je, kar se tiče našega koordinatnega sistema. Zdaj, če pridemo naprej na evropski koordinatni sistem. Preden začnemo o evropskem koordinatnem sistemu govoriti, sem na začetku mogoče pozabila omeniti, da govorimo o transformaciji podatkov v horizontalnem koordinatnem sistemu. Vsak koordinatni prostorski sistem ima dve komponente, vertikalno in horizontalno. Mi pa bomo danes se osredotočili samo na horizontalno in naš ta D96TM je horizontalni koordinatni sistem. Horizontalni koordinatni sistem, evropski, je bil definiran s pomočjo satelitske tehnologije GNSS in tukaj dol od spodaj imamo spet podatke, s katerimi, se pravi, osebno izkaznico evropskega koordinatnega sistema. Ta ima geodetski datum 1989, elipsoid viste je enak, horizontalne koordinate so isto je v metrih, ni na področju Slovenije, ker je evropski na področju Evrope in isto uporablja prečno Mercatorjevo projekcijo. Potem imamo pa tukaj še svetovni koordinatni sistem. Zdaj, svetovni koordinatni sistem je bil vzpostavljen leta 1984, od leta 1987 pa na njemu sloni GPS tehnologija. Tukaj v svetovnem koordinatnem sistemu, katerega uporabljajo večina pametnih naprav, to je ta koordinatni sistem se imenuje, je na elipsoidu VGS 84, je v bistvu dokaj blizu našemu evropskemu koordinatnemu sistemu, če rečemo, da računamo koordinate dveh točk v evropskem koordinatnem sistemu ali pa v svetovnem, je razlika 1 metra. S tem, da se pri svetovnem koordinatnem sistemu koordinate merijo neposredno, pa samo z enim GPS sprejemnikom in brez dodatnih korekcij. Se pravi, v bistvu ne upošteva toliko vplivov, kakršnih lahko pridejo pri samem določanju položaja na Zemlji. Je pa razlika med evropskim koordinatnim sistemom, ki ga označujemo za oznako ETRS 89, pa med VGS 84 približno 1 meter. Torej, če boste z neko pametno napravo si izračunali pozicijo, boste dokaj blizu tistemu, kar je pozicija zračunana s koordinatami v evropskem koordinatnem sistemu. Za normalno življenje čisto zadost, za tiste bolj natančne zadeve, s katerimi se mi geodeti ukvarjamo, pa seveda absolutno premalo. Zakaj smo se v Sloveniji odločili za nov koordinatni sistem?
Seveda z začetkom pretvorbe podatkov v digitalno obliko, z meritvami, ki nam dajo digitalne podatke, Slovenija razpolaga z digitalnimi prostorskimi podatki in to z enormnimi količinami. In seveda, če hočemo te pravilno umestiti v prostor, jih moramo povezati z sodobnim koordinatnim sistemom. In kar je še več, mi ne živimo samo v naši državi, ampak se povezujemo tudi navzven, določeni podatki, to zmeram rečemo, ne, reka se ne ustavi na meji, cesta se tudi ne ustavi, čeprav imamo mejni prehod, ampak nadaljujemo z zadevo. Se pravi, morajo biti koordinatni sistem, ki je določen v Sloveniji, povezljiv z evropskim in pa z svetovnim sistemom. Zakaj se to nismo odločili prej? Zaradi tega, ker niso bile na razpolago moderne pa nove satelitske pa mobilne telekomunikacije. Šele z razvojem teh smo lahko prišli do novega koordinatnega sistema. Ne, da prej ne bi mogli, ampak bi pomenilo to enormno več dela, enormno več izmer za teh osnovnih točk, kot če si lahko pomagamo z satelitsko tehnologijo. To sem že se pravi poudarila, da mi ne rabimo več velikega števila geodetskih točk, da to določimo položaj na Zemlji, ampak manjše število zemeljskih GNSS postaj. No, pa smo spet pri enem izrazu, ki vsi govorimo, kot da vemo, kaj je, ampak tudi, ko sem jaz včasih preberem, nisem čisto sigurna, pa grem pogledati več spet nazaj, kaj ta izraz pomeni, zato sem si dovolila, da vam tudi predstavim, kaj pravzaprav GNSS je. GNSS je kratica za globalni navigacijski satelitski sistem, ki je namenjen določanju položaja na podlagi razdalj od satelitov. Zdaj največkrat se omenjajo, bom rekla, GPS, ki je v bistvu ameriški vojaški satelitski sistem. Potem imamo tukaj GLONASS, ki je ruski vojaški satelitski sistem. Potem imamo Galileo, se pravi, to je evropski koordinatni sistem, za katerega mislim, da do leta 1920 naj bi imeli že kar 30 satelitov, na katere bi se lahko navezovali pri temu. Potem imamo pa še Baidu, to je pa kitajski satelitski sistem. Ta je edino geostacionarni satelitski sistem. To pomeni, da kroži okrog Zemlje, bom rekla, skozi imamo občutek, da ga vidimo nad sabo, se pravi na isti poziciji. In ta geostacionarni sateliti so zato tako dobri, ker z majhnim številom, samo s 3 lahko mi zaobjamemo celotno površino, celotno našo Zemljo. Seveda, kakšna je pa stopnja natančnosti določanja koordinat, je pa vedno odvisna od uporabljenega sprejemnika. Ali imamo mi samo naš telefon, s katerim to delamo, ali imamo to res ta prave naprave, kot je potrebno, in pa seveda od metode izmere, ki jo izvajamo. Zdaj, zakaj smo se mi odločili in kaj je tisto, kar nam predpisuje, da gremo v nov koordinatni sistem? Prva taka stvar je tako zvana direktiva INSPIRE. Evropska komisija je v letu 2007 sprejela direktivo INSPIRE, ki nalaga vzpostavitev nacionalnih infrastruktur za prostorske informacije, določa osnovne ukrepe, ki jih morajo v tem smislu zagotoviti, bom rekla, države članice. Potem opredeljuje tematska področja podatkovnih zbirk in pa seveda določa tudi časovne mejnike za sprejetje izvedbenih pravil za posamezne podatke. Zdaj, zakaj govorimo o INSPIRE-ju pri koordinatnem sistemu? Namreč ena od tem INSPIRE je tudi državni koordinatni referenčni sistem in s to direktivo je bil določen, da se mora na področju držav članic Evropske unije uporabljati evropski koordinatni sistem. Direktivo INSPIRE smo prestavili v naše področje, se pravi na področje naše države, z zakonom o infrastrukturi za prostorske podatke, ali tako zvanim ZIPI. Se pravi, tega boste večkrat slišali, ko bojo govorili INSPIRE ZIPI, to je, se pravi, s tem zakonom je bila direktiva vzpostavljena v naš prostor. Pa ne samo na področju Evrope, tudi na področju sveta se je začela, bom rekla, želja po poenotenju koordinatnega sistema ali pa povezljivosti posameznih prostorskih podatkov, da jih lahko med sabo primerjamo, gledamo, povezujemo. In sicer je leta 2015 je Ekonomski socialni svet pri Organizaciji Združenih narodov sprejel resolucijo
o globalni geodetski referenčni okvir za trajnostni razvoj je poimenoval in z njo je poudaril nujnost vključitev držav v globalni geodetski referenčni sistem. Se pravi, povedali smo, kaj nas je v Evropi prisililo, povedali smo, da je tudi svet za to, da gremo, kako smo pa mi to uzakonili na naših tleh. Leta 2014 je bil sprejet zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu. V okviru tega zakona je bilo določeno, kateri geodetski referenčni sistem bomo uporabljali in nalogi pa pristojnosti, ki, bom rekla, jih potegne ta zadeva za sabo. Zdaj, sama, kateri referenčni sistem, bolj natančno njegove parametre, je pa podala uredba, ki je bila istega leta tudi sprejeta, to je pa tako malo daljši mema, se pravi uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imena teh sestavin in državne kartografske projekcije. Se pravi, kaj je bilo določeno s to uredbo? S to uredbo je bilo določeno, da parametri Evropskega terestičnega koordinatnega sistema se postavijo k nam, to je eden od parametrov, ki ga imamo, se pravi, mora temeljiti naš koordinatni sistem na evropskem in pa, bom rekla, določeno je bilo 49 temeljnih točk državnega koordinatnega sistema, na katerih temelji, bom rekla, naš referenčni koordinatni sistem. Tlele bi saj eno zadevo še, s katero, bom rekla, boste v literaturi večkrat naletela. Vidite, imamo te napisan z epoho. Če laično pogledamo, pa če pogledamo slovar slovenskega jezika, epoha pomeni neko obdobje. V astronomiji pa to ne pomeni obdobje, ampak pomeni trenutek, za katerega so bili ti podatki zbrani. Se pravi, če govorimo o epohi 1999-55, to pomeni, da je to ti srednji trenutek, ko so bili določena osnovna geodetska mreža, ki tvori ta naš sistem. Se pravi, ne gre, pri epohi ne govorimo o obdobju, ampak govorimo v okviru koordinatnega sistema, uporabljamo to astronomsko definicijo. In seveda s to direktivo je tudi določeno, da se imenuje naš koordinatni sistem D96. Seveda pa geodeti nismo začeli meriti 2014 v novem koordinatnem sistemu, takrat, ko je bil sprejet nov zakon, ampak je že zakon o evidentiranju nepremičnin v prehodnih določbah, in sicer v 139. členu določil, da se koordinate, ki se zmerijo na terenu, se pravi v bistvu mejniki, zemljiško-katastrske točke, mejniki naših parcel, se pravi vse nove meritve, se pravi se zmerijo v evropskem koordinatnem sistemu. Se pravi tako zvanem ETRS 89, seveda se niso mogli že v našem novem, ker ga takrat še nismo imeli do konca določenega, ampak v ETRS 89. Seveda je bil pa pogoj, da ko bomo to začeli meriti, moramo imeti mi že vzpostavljen sistem, ki bo zagotavljal stalne postaje GNSS, na katerega se bomo lahko navezovali. Če pogledate tole sliko tlele, ki jo imate, vidite tole zeleno pobarvano, pa tele pike so zemljiško-katastrske točke. Se pravi, to so točke, ki imajo koordinate v zemljiškem katastru. In seveda, mi smo določevali, tukaj tlele imate točko v starem koordinatnem sistemu, vse te točke so imele pa tudi koordinate v novem koordinatnem sistemu. Se pravi, geodeti že od leta 2008 naprej, 2006 je bil sprejet zakon, 2007 je stopil v veljavo, 2008 je bilo pa že eno leto po tistem, ko je bilo zagotovljeno, da se lahko navezujemo na GNSS postaje, in od takrat naprej imamo za vse nove stvari, ki so se dogajale v katastru, tudi že ETRS koordinate. Zdaj, kako so se lotili v Sloveniji vzpostavljati nov koordinatni sistem? Za vzpostavitev novega koordinatnega sistema je treba najprej določiti lastnosti, se pravi parametre, kakršne hočemo imeti v novem koordinatnem sistemu, in seveda izbrati moramo tiste točke, ki bodo v novem koordinatnem sistemu temeljne točke, na katerem bo vse skupaj slonelo. In že leta 1994 se je geodetska uprava pa stroka geodetska vključila v mednarodne izmere, ki so temeljile na novih tehnologijah, se pravi na satelitskih merjenjih.
V letih 94, 95 in 96 je bilo v teh izmerah, tako imenovanih EUREF GPS izmere se imenujejo, je bilo vključenih 49 točk, to tlele, kar imate napisane, to so te točke, na vseh teh točkah vidite nek tak podoben kamen in tukaj gor lahko potem se postavi inštrument, se pravi, to so te točke, ki so na območju Slovenije bile izmerjene in jih obravnavamo kot temeljne. Zdaj, mi smo jih že izmerili, mi smo jih preračunali, ampak nismo pa še imeli potrditve, a jih mi lahko uporabimo za nov koordinatni sistem. In rezultat izračunov je bil leta 2003 predstavljen na simpoziju v Toledu in ga je podrdil tudi EUREF. S tem lahko rečemo, da smo mi dobili osnovo, da lahko rečemo, bomo imeli tak in tak nov koordinatni sistem, ki bo temeljil na evropskem koordinatnem sistemu, samo datum bo malo drugačen, zato ker se niso temeljne točke našega sistema določala takrat kot evropske, ampak od leta 1993 naprej. Leta 2004 je vlada Republike Slovenije tudi sprejela strategijo osnovnega geodetskega sistema in tudi povedala, kako naj bi se uvedel v Slovenijo v naslednjih letih. Leta 2007, kot sem že rekla, ste videli, sovpada z sprejetjem novega zakona o evidentiranju nepremičnin. Je bilo pa tudi vzpostavljeno stalno omrežje GNSS postaj Signal, ki omogoča te geodetske meritve. Zdaj, kot vidite, te točke, ki so rdeče tlele noter, te so GNSS točke, stalne postaje, bom rekla, na območju Slovenije. Stranice med posameznimi ne smejo presegati razdalje 70 kilometrov. To, kar je pa od zunaj, vidite, so pa zunanje GNSS postaje, ki so tudi vključene v naše omrežje Signal. Se pravi, v bistvu imamo vključenih 6 hrvaških, 5 avstrijskih in 1 madžarsko postajo. Se pravi, na vseh postajah omrežje Signal deluje 24 ur na dan, 365 dni na leto in rezultate vseh teh opazovanj stalno spremlja nadzorni center v Ljubljani. Ta je pa tudi vključena, ta GNSS postaja v Ljubljani, v evropsko mrežo GNSS postaj. Več o tem si lahko preberete na tejle spletni strani, se pravi na strani omrežja Signal. Se pravi, ta storitev, ki jo ponuja Geodetska uprava preko Geodetskega inštituta, je plačljiva in je pač dostopna pod pogoji, ki jih lahko preberete na tej internetni strani. No, zdaj smo govorili o koordinatnem sistemu, zdaj ga že poznate, se vam je predstavil, veste, kaj je naš nov koordinatni sistem, zdaj pa čas, da pridemo do transformacij. Kaj pravzaprav pomeni transformacija? Zdaj, če bi mi imeli, da bi transformirali starega koordinatnega sistema v nov koordinatni sistem, pa bi imel ta koordinatni sistem, bom rekla, enak geodetski datum. To pomeni, takrat ne govorimo o transformaciji, ampak govorimo samo v bistvu, da se preslika v nov koordinatni sistem in ohranja natančno, se pravi, vse koordinate, ki so v starem koordinatnem sistemu, ohranjajo svojo natančnost tudi v novem. Če pa pride do spremembe geodetskega datuma pri novem koordinatnem sistemu, potem je pa potrebno izvesti transformacijo. Se pravi, ne moramo delati samo neke preslikave ali pa prestavitve, ampak moramo izvesti transformacijo. Zdaj, kako se je lotila Geodetska uprava? Najprej je mogla vzpostaviti model transformacije. In seveda se je že takrat nagibala k tem, ker trikotniške transformacije ohranjajo, bom rekla, kote, ker je pri nam zelo v redu, ne spreminjajo, bom rekla, nekako oblike vseh teh zadev, ki jih prenašamo, se je že takrat je težila k tem, da bo verjetno to neka trikotniška transformacija. Se pravi, vzpostavila je model te transformacije, vendar ga je mogla preveriti. Preverila ga je pa na 80 testnih območjih na zemljiškem katastru, na evidenci zemljiškega katastra in ugotovila, da je šla v pravo smer, se pravi, prav je, da gremo, da bo tista transformacija, ki jo Geodetska uprava uporablja za svoje podatke, bom rekla, trikotniška transformacija. Potem je pripravila plan izvedbe transformacije, kako naj bi šle posamezne zbirke, ki jih vodi Geodetska uprava in koliko časa je tudi potrebno, da se ostali svet prilagodi, bom rekla, novemu koordinatnemu sistemu.
Zato je za pomoč sebi in zunanjim na podlagi tega modela, ki ga je verificirala, pripravila aplikacije za transformacije, kot se boste kasneje videli, so nekatere brezplačno dostopne, in pa pričela je z transformacijo podatkov posameznih zbirk. Če pogledamo, kaj pravzaprav transformiramo, se pravi, gremo iz našega starega koordinatnega sistema, iz D48GK, v nov koordinatni sistem D96TM. Razlika, star je bil Besselov elipsoid, nov, kot smo rekli, je GRS 80, imeli smo geodetski datum 48 pri staremu, pri novemu smo imeli najprej, če pogledate za zemljiški kataster, ker smo uporabljali evropski koordinatni sistem, smo najprej vzeli ETRS 89, po vzpostavitvi novega koordinatnega sistema uporabljamo datum D96. Potem vidite, da je bila prej, smo imeli Gauss-Krügerjevo kartografsko projekcijo, danes imamo TM kartografsko projekcijo. In seveda zdaj transformiramo podatke iz GK48 v D96TM. Tukaj imate še enkrat povedane osnovne značilnosti, se pravi osebne izkaznice posameznega starega in novega koordinatnega sistema, in pa vidite tudi, kako bi imela enaka točka kakšne koordinate v starem in kakšne koordinate v novem koordinatnem sistemu. Kot vidite, je tale E, ki ga imamo, se pravi tisto, kar gre proti zahodu v našem primeru, je nekoliko manjši, dočim N je pa nekoliko večja vrednost, kot je pri X-u. Tole slikce ste gotovo videli, s to slikco najbolje ponazorimo, kaj pomeni to, da uporabljamo nov koordinatni sistem. Vidite, da točka Piranske punte, če bi pogledali njene stare koordinate, pa njene nove koordinate, so nove koordinate v smeri, ki jo proti zahodu se zmanjšajo za 370 kvadratnih metrov in povečajo se za 485 kvadratnih metrov. Torej, če bi bila jaz v starem koordinatnem sistemu, pa bi rekla, mislila bi si, da sem v starem koordinatnem sistemu, pa bi vzela nove koordinate, ker bila šlampasta, pa ne pogledala, da piše E pa N, bi se namesto na Piranski punti znašla nek 600 metrov diagonalno v morju. Če bi pa naredila obratno, da bi mislila, da so koordinate starega koordinatnega sistema tiste, ki so od novega, bi se pa namesto na Piranski punti znašla pred muzejem pomorskim v Piranu. Se pravi, takšna razlika je približno diagonale 600 kvadratnih metrov med opoziciji posamezne točke, če bi zamenjali koordinate novega in starega koordinatnega sistema. Kot sem že prej rekla, se je geodetska uprava že na začetku nagibala k temu, da bo verjetno transformacija trikotniška. In tako je oblikovala tako imenovani vsedržavni model trikotniške transformacije. Zdaj, s tem modelom je dosegla ne samo to, da zelo kvalitetno pretransformira koordinate iz enega sistema v drugega, ampak obenem tudi odpravlja pomanjkljivosti starega koordinatnega sistema. In značilnosti te transformacije so, da je zasnovana, da temelji na pravilni trikotniški mreži in pa na virtualnih veznih točkah, da ima možnost, bom rekla, na obe strani, se pravi, lahko se po enakih formulah transformira iz D48 v D96 in obratno. Da je deformacija dolžin manjša od 6 cm na kilometer pri transformaciji in da je deformacija površin manjša od 0,9 kvadratnega metra na hektar. In da lahko dosežemo točnost transformacije večje od 10 cm, kar je seveda zelo, zelo pomembno za podatkovne zbirke, ki jih vodi geodetska uprava. Zdaj, če pogledate, vidite, to je nekako ta grafično prikazan vsedržavni model trikotniške transformacije. Vključenih je bilo 899 virtualnih točk
imamo 1776 transformacijskih trikotnikov in tukaj v sredi znotraj Slovenije, tole, kar je rdeče, vidite, da je ena stranica tega trikotnika tam približno 6,8 km, površina posameznega trikotnika znotraj tega je pa 20 kvadratnih kilometrov. Zdaj, osnovna koraka pri transformaciji je vzpostavitev transformacijskega modela, o tem smo bili zdaj že seznanjeni, potem pa izvedba same transformacije. V modelu, če transformiramo po modelu vsedržavni model trikotniške transformacije, v bistvu zadeva poteka na način, da se transformira točko po točko. In če mi transformiramo eno točko, mi najprej iščemo, v kateri trikotnik pade, in ko ugotovimo, da je padla v ta trikotnik, jo transformiramo z parametri, ki so predpisani temu trikotniku. Zato v bistvu teh parametrov niso javno znani, ampak je geodetska uprava priskočila na pomoč, se ga ne da vključiti v neke GIS orodja in vse te zadeve, na ta način mislim, zato je ona tudi priskočila na pomoč in kot ste videli na koncu mojega predavanja, tudi pripravlja programske pakete, s katerimi si mi lahko pomagamo in uporabimo tudi pri transformaciji svojih podatkov to trikotniški model, ta vsedržavni trikotniški model. Seveda, ker pa vsi ne potrebujemo take velike natančnosti, kot jih potrebuje geodetska uprava pri transformaciji svojih podatkov, je geodetska uprava ugotovila, da je tudi, ki je tudi delala, bom rekla, primerjave in vse te zadeve, da lahko v nekaterih primerih se pa uporablja tudi vsedržavni pa regionalni model in regionalni modeli podobnostne transformacije. Zdaj, kaj to pomeni? Ona ni izdelala programskih paketov za to, ampak je javno objavila transformacijske parametre, da si jih lahko kdor pač jo bo uporabil, to vključi ali v svojo programsko opremo ali na tak način transformira svoje podatke v nov koordinatni sistem. In sicer je pripravila transformacijske parametre za Helmrtovo 7-parametrično prostorsko podobnostno transformacijo, pa za Helmrtovo 4-parametrično ravninsko podobnostno transformacijo. Zdaj, značilnosti te transformacije, kot sem že prej omenila, so, da je lahko izvedljiva tudi z običajnimi GIS orodji, vendar moramo vedeti, da ta ne odpravlja napak, ki jo je imel naš stari koordinatni sistem, pa da je omejena približno na metrsko točnost. To so pač te zadeve. In če se zdaj pogledamo, če se boste vi odločili, da imate podatke po celi Sloveniji, potem se boste odločili, da boste transformirali te svoje podatke z parametri, ki so na voljo za celotno državo. Se pravi, podan so na strani geodetske uprave, jih boste lahko videli, pa tudi jaz jih bom tukaj pokazala, da odvili, kako to izgleda. Če imamo točke na celotnem področju države, bomo vzeli Helmrtovo podrobnostno 7-parametrično transformacijo in sicer imamo dve možnosti, ali z upoštevanjem višin, ali pa brez upoštevanja višin. Se pravi, zato se boste odločili takrat, ker boste transformirali podatke po celi državi. Tukaj imate primer metapodatkovnih opisov, ki so podani tudi na spletni strani geodetske uprave. Vse, kar se tiče transformacij, boste našli na portalu e-prostor pod zbirko Državni koordinatni sistem. Jaz vam nisem dajala slik gor pa linkov, zato ker je zdaj tudi v prinavljanju in če bi jaz en link napisala, bi lahko bil jutri majčkeno drugačen, ampak najbolj enostavno je, greste na portal e-prostor v zbirko Državni koordinatni sistem in tam imate zelo pregledno zadeve narejene in boste našli tisto, kar potrebujete. In tudi tukaj so tudi te parametri podani. Tukaj imate najprej metapodatkovni opis. Jaz sem vam dala primer metapodatkovnega opisa za transformacijo iz D48 in 96 in obratno z upoštevanjem višinskih točk, pa iz D96 v 80 brez upoštevanja višinskih točk. Takole pa izgledajo parametri. Se pravi, tukaj vidite, da imate parametre za transformacijo iz D48 v D96, tukaj iz D96 v D48, enkrat je oboje tukaj z upoštevanjem višin in tukaj imate še parametre, kadar višin ne upoštevate. Zdaj, če se boste odločili, da imate recimo, da ste z Gorice, pa imate vse podatke v tem delu, potem boste si izbrali te
transformacije, se pravi te parametre, ki so za posamezno regijo. Se pravi, imamo po 3 regijah in potem imamo tudi po 7 regijah in v vseh 3 primerih, kot smo rekli, v državni, po 3 regijah in po 7 regijah imamo parametre za Hilmertovo podobnostno 7-parametrično transformacijo. Če pa hočemo iti ožje, imamo pa za 24 regij podano pa Hilmertovo podobnostno 4-parametrično transformacijo. Se pravi, tlele imate en primer, bom rekla Srednja Gorenjska, širše območje Kranja za delom Kamniško-Savinjskih Alp. Se pravi, imate tudi podane, kakšni so parametri. Vidite pomik vzdolž Y osi, pomik vzdolž X osi, kakšna je popačenost merila. Se pravi, za vsako od teh regij, ki so bile tam naslikane gor po številkah, imate prikaz, za katero območje to velja in pa tudi te parametre. Potem je pa geodetska uprava prav zaradi sebe, ker je določene zbirke, se pravi za vektorsko zbirko DTK 50, je pa uporabila vsedržavni model ravninske projektivne transformacije. Zato, ker ta, bom rekla, ohranja obliko in na EGP, se pravi na portalu, kjer lahko dostopate, pa kar bo Andrej potem tudi malo več o tem povedal, do podatkov, ki jih brezplačno nudi geodetska uprava, že lahko vidite, da imate te podatke transformirane in jih lahko dobite v starem koordinatnem sistemu ali pa v novem koordinatnem sistemu. In zdaj pridemo pa na tisto, kjer je za vas verjetno najbolj pomembno v tem trenutku, če že neke podatke imate, kako jih transformirati v nov koordinatni sistem, bom rekla, za najbolj natančno, s tako transformacijo, ki dosega največjo natančnost. Geodetska uprava je pripravila program TRITRA, to je brezplačni program za transformacijo prostorskih podatkov, tudi tega dobite na portalu e-prostor. V bistvu snamete samo exe verzijo in ta program omogoča transformacijo iz starega v novi in z novega v stari koordinatni sistem. Podpira pa shape datoteke, gen datoteke, dat datoteke, DXF datoteke, CSV datoteke, TXT datoteke, potem ASCII datoteko, JPG, TIFF, SID datoteke. Se pravi, in v navodilih, ki so tudi, jih dobite zraven, ko si zloadate ta exe file od samega programa, kako morajo biti zadeve pripravljene, da ne boste imeli težav pri transformaciji. Zdaj, zadeva izgleda na tak način, ko imate enkrat program inštaliran, vi samo poveste, z katerega koordinatnega sistema v kater koordinatni sistem boste, se pravi, ali starega v novi ali z novega v stari. Potem poveste, na koliko decimalk naj vam zaokroži koordinate in izberete datoteko, kjer imate pripravljene podatke. Ko je ta zadeva narejena, sprožite transformacije. Malo več vas bo spraševal v primeru, če imate rastrske datoteke, ki jih transformirate. V tem primeru boste mogli še povedati, kako naj se transformira rastrska slika. Po defaultu vas vrže na pomik po obeh koordinatnih oseh in sprememba merila. Imate pa tudi še dve druge možnosti, se pravi, da je samo afina transformacija ali pa samo pomik po obeh koordinatnih oseh. In potem vas še vpraša, kakšna je razsežnost slike v naravi. In ko odgovorite na ta dva vprašanja, se izvede transformacija. Opozoriti vas moramo, da če imate zelo veliko podatkov, ki jih transformirate, mislite, da je aplikacija dol padla, ker je rata tišina. Ampak morate biti malo potrpežljivi, ker čez nekaj časa boste dobili rezultate, samo pač treba je biti malo potrpežljiv. No, tole pa primer, bom rekla, DTK 50. To, kar je v črnem od spodaj, je v starem koordinatnem sistemu, to smo pa transformirali za to aplikacijo v nov koordinatni sistem, kar je v modrem. Kot sem že rekla, vse dobite na portalu Prostor pod zaviskom Državni koordinatni sistem. Zaenkrat je zadeva taka, da imate potem transformacije v nov koordinatni sistem in tukaj imate transformacijski modeli, so razloženi vsi modeli in so tudi povezave na te dve aplikaciji, ki sem jih pravkar o njih govorila. No, zdaj pa pridemo še na ta drug program, to je pa ta SEJ3, ki je pa brezplačni spletni program za transformacijo koordinat.
Ta pa omogoča, ali da mi kar interaktivno vnesemo eno koordinato noter, pa nam jo pretvori v nov koordinatni sistem in obratno, lahko z novega vnesemo neko koordinato, pa nam jo bo pretransformiral v star koordinatni sistem. Se pravi, to je to, lahko pa tudi vnašamo preko datotek. Zdaj, če pogledamo tole, se pravi, ni važno, če treba, mi napišemo koordinato, lahko z vejico, lahko s piko, določimo smer transformacije in dobimo izračun na ekranu. Kako pa datotečno? Datotečna je pa zadeva taka, da moramo imeti koordinate napisane v neki besedilni datoteki, da morajo biti presledki med posameznimi kolonami ali blanki ali pa tabi, in da v bistvu je oznaka točke, mora biti nek znakovni niz. Se pravi, mi pripravimo na tak način datoteko in zadevo uvozimo, se pravi to datoteko, in s klikom rečemo, naj se prenese in rezultat, ki ga dobimo, je, da se nam na ekranu izpiše, dobimo datoteko z rezultati, ko jo kliknemo, dobimo mi transformirano zadevo na ta način. Se pravi, lahko deluje v oboje stransko, se pravi, ali z novega v stari, ali pa starega v nov koordinatni sistem. To so te osnovne zadeve, se pravi, spet tukajle imamo spet link na portal eProstor. Tukaj boste dobili vse potrebne podatke, ki jih potrebujete. Zdaj, treba je tudi povedati, da je Geodetska uprava z 1. novembrom uvedla, bom rekla, mail naslov, na katerega lahko sporočate morebitna vprašanja. info@geovrata.si je ta mail, lahko pa te novice zveste, ali če greste na slovenski geoportal ali pa na portal projekta eProstor. No in če se zdaj ustavimo še na kratko pri projektu eProstor, katerega del so tudi te naše transformacije, o katerih sem vam jaz danes govorila. V projektu eProstor imamo 5 glavnih projektov, znotraj katerega so pa potem posamični podporni projekti ali pa glavni projekti, ki so potrebni za realizacijo ciljev, ki so se jih zadali v okviru eProstora. Zdaj, ta prvi projekt je projekt, ki se imenuje Skupna infrastruktura za prostorske informacije. Se pravi, ta sledi direktivi, bom rekla, prenaša tisto, kar zahteva direktiva Inspire v naš prostor. Znotraj tega imamo več projektov. Eni so za samo, bom rekla, kako naj se te podatke izgledajo, drugi je za, bom rekla, za izobraževanje, promocijo in podobne zadeve. Potem sledi projekt Prostorski informacijski sistem. S tem projektom se vzpostavlja prostorski informacijski sistem in elektronsko poslovanje na področju prostora. Zdaj, prvi tak rezultat, ki ga lahko tudi vsi vidimo, je ta portal, kjer lahko že vidite podatke o namenskih rabah posameznih občin, tudi lahko vidite podatke o gradbenih in uporabnih dovoljenjih. Za področje Prekmurja tudi lahko že vidite evidenco stavbnih zemljišč, ki je bila nastavljena. Se pravi, priporočam vam, da se probate malo poigrati, pa vidite, da lahko dobite, čeprav vam bo najprej udarilo v glavo, da te podatki še niso uradni, ampak že marsikakšen zanimiv podatek se da preko tega portala pridobiti. Potem imamo projekt Informacijska prenova nepremičninskih evidenc. Se pravi, tukaj se prenavlja zemljiški kataster, kataster stavb, register prostorskih enot pa državne meje. Se pravi, gre Geodetska uprava v čisto prenovo, ker seveda njene aplikacije pa informacijske podpore segajo v daljno leto 1990. Takrat so se vzpostavljale nove rešitve za kataster, ki so pa danes že recimo malo zastarele in imajo zato tudi težave pri
pri pridobivanju in zagotavljanju določenih podatkov, bom rekla, vse zadeve je treba zelo s pametjo delati in zdaj se pač s tem projektom se bo pa zadeva znašla, bom rekla, vsi ti podatki na enem mestu. Vi morate vedeti, da zemljiški kataster se še vedno vodi na lokalnem nivoju, se pravi na področju posamezne geodetske pisarne in se potem prepisujejo podatki v centralno bazo in šele tako lahko dobijo potem podatke naprej. Se pravi, s tem projektom bojo te zadeve malo drugačne. No in potem pridemo pa na tak bolj, bom rekla, operativni projekt znotraj projektov e-prostor, to je pa zajem in izboljšava podatkov. Znotraj tega se bojo zajemali podatki o dejanski rabi pozidanih zemljišč, izboljšal se bo grafičen del zemljiškega katastra in znotraj tega projekta imamo podprojekte evidenca stavbnih zemljišč, skozi katerega se zajemajo pripadajoča zemljišča k posameznim stavbam, določa se urbana dejanska raba. Potem imamo lokacijsko izboljšavo grafičnih podatkov zemljiškega katastra, se izvaja skozi projekt Liska in seveda v to grupo sodi tudi naš projekt, ki bo danes predstavljen, to je transformacija prostorskih podatkov. Lep pozdrav še v mojem imenu. Sam vam bom skušal na kratko predstaviti najprej aktivnosti, ki jih bo geodetska uprava izvedla na svojih zbirkah podatkov. Vsi že nestrpno pričakujemo ta nov koordinatni sistem. Vemo, da je geodetska uprava eden izmed pomembnejših producentov prostorskih podatkov in ko bo geodetska uprava prešla v nov koordinatni sistem, verjetno bodo tudi druge institucije, ustanove postopoma prehajale v nov koordinatni sistem. To, kar je Marjana predstavila, je v bistvu bil predpogoj, da je sploh možno, da se zbirke, najprej geodetske uprave, pa potem tudi ostale zbirke, pretvorijo v nov koordinatni sistem. To se pravi, ta vsedržavni model trikotniške transformacije, ki zagotavlja dovolj visoko natančnost pri transformaciji, je v bistvu bil tisti predpogoj, da si lahko mi sploh pod narekovaji upamo transformirati tako pomembne zbirke, kot so nepremičninske evidence, v nov koordinatni sistem. Ena izmed zelo pomembnih lastnosti te transformacije je, da je reverzibilna, kar pomeni vse, kar transformiramo iz starega v nov koordinatni sistem, se z transformacijo iz novega v star koordinatni sistem nahaja na istem mestu. Kar pomeni, da vedno pridemo na isto koordinato, ki je bila izhodišče za samo transformacijo. Tako da geodetska uprava sama si je postavila nekaj izhodišč, katera sledi v samem prehodu na nov koordinatni sistem. In sicer zaradi racionalnosti, da rečem, poslovanja geodetske uprave so se odločili, da bodo v svojih produkcijskih zbirkah od decembra letošnjega leta naprej vodili samo podatke v koordinatnem sistemu D96, to se pravi v novem koordinatnem sistemu. Medtem ko pa bo v distribucijskem sistemu geodetske uprave, ki je namenjen predvsem posredovanju podatkov, dostopanju do podatkov, zagotavljala še vedno podatke v obeh koordinatnih sistemih, tako v D96 kot v D48. In za zunanje uporabnike geodetskih podatkov je seveda to ključen podatek za to, da si lahko vsak splanira svoje aktivnosti v postopkih sprememb oziroma transformacij svojih lastnih podatkovnih zbirk. To se pravi, podatki tako z prevzemanjem podatkov kot z dostopi do spletnih servisov bo omogočeno v obeh koordinatnih sistemih. Tako da na ta način vsi uporabniki nekako imajo določen čas za prehod na svoji strani v D96 in predvidoma bo ta dvojnost na distribucijskih zbirkah trajala do leta 2021. Po letu 2021 pa predvidoma ne bo več mogoče dobiti
podatkov, podatkovnih zbirk v starem koordinatnem sistemu D48. Izvedbeno gledano bo v času prehoda produkcijskih zbirk v nov koordinatni sistem, bo celoten produkcijski sistem zaprt za delovanje. To ne pomeni, da geodetska uprava v tistem času ne bo delovala, ampak dejansko vloge se bodo prevzemale, vendar se v tistem času, tistem tednu dni, le te ne bodo obdelovale. Hkrati pa na distribucijskem sistemu geodetske uprave, kjer delujejo aplikacije, servisi, bodo seveda le ti še vedno dostopni, vendar se v tistem enem tednu podatki ne bodo vzdrževali iz produkcijskega sistema z replikacijo, tako da bomo dejansko imeli opravka z nekoliko starejšimi podatki, vendar tudi v produkciji ne bo novih podatkov, tako da bo stanje v distribuciji praktično enako kot v produkciji. Za tiste, ki so producenti teh podatkov za geodetsko upravo, to se pravi, govorimo o geodetskih podjetjih, ki izdelujejo elaborate, ki so vhodni podatek za vzdrževanje nepremičninskih evidenc, se bodo spreminjali tudi izmenjevalni formati. In tako se bodo po dnevu D, predvidoma je to 18. december, morali vsi elaborati posredovati v novem koordinatnem sistemu, to se pravi v D96. Tako da, ampak to je seveda se dotika samo tistih, ki producirajo elaborate, ki se evidentirajo v nepremičninskih evidencah. Kot je Marjana že povedala, so nekatere zbirke že danes v koordinatnem sistemu D96. Tukaj na levi strani lahko vidite, to so predvsem te topografsko-kartografske zbirke, digitalni ortofoto, digitalni model višin. In te podatki jih je že danes mogoče dobiti tudi v koordinatnem sistemu D96. Podatkovne zbirke produkcijske, ki jih vidite na desno, pa so medsebojno zelo soodvisne in povezane, zato je koordinacija tega prehoda v nov koordinatni sistem precej zapletena in mora biti sočasna. Zato tudi bomo rekel, ta teden dni, predvidoma en teden dni, ko bodo vse te zbirke v decembru zaprte in se bodo vse sočasno transformirale v nov koordinatni sistem in po dnevu D dejansko tudi vzdrževale samo še v novem koordinatnem sistemu. Tako da vsaka od teh zbirk ima posamezne specifike, vendar se mogoče zdaj v te podrobnosti ne bi spuščal, mogoče za kasneje, za vprašanja. Mogoče samo zemljiški kataster, kataster stavb, seveda zelo tesno povezana z grafiko in so te koordinate v novem koordinatnem sistemu se že kar en čas zbirajo, to se pravi od leta 2008 v ETRS koordinatnem sistemu. Ostale zbirke, register nepremičnin, predvsem atributna zbirka, to se pravi grafika je predvsem v zemljiškem katastru in katastru stavb, register prostorskih enot, dejansko register, ki ga obvladuje geodetska uprava in bo nekoliko, bomo rekel, enostavnejši organizacijsko za prehod v nov koordinatni sistem. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, bomo rekli, precej organizacijsko zapleten zaradi tega, ker geodetska uprava vodi samo zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in posamezne upravljalske katastre vodijo drugi upravljalci. Tako da tudi v tem primeru zbirnega katastra je predvideno, da se bodo podatki transformirali samo v D96 koordinatni sistem in se od dneva D naprej vodili v zbirnem katastru samo v tem koordinatnem sistemu. Seveda pa bodo vsi upravljalci imeli na razpolago, da če ugotovijo, da dejansko te podatki za to transformacijo, ki je bila uporabljena, niso zadovoljni, da imajo oni mogoče pri sebi boljše podatke, ker v tem času so lahko meritve že bile delane v novem koordinatnem sistemu D96 in so se transformirale v D48 zaradi potreb oddaje, bodo imeli pač
po tem datumu možnost, da z spremembami posredujejo tudi novejše, boljše, bolj kakovostne podatke o gospodarski javni infrastrukturi. Zbirke vrednotenja nepremičnin tudi vezane predvsem na poslovanje znotraj geodetske uprave. Nekoliko podrobneje o transformaciji distribucijskih zbirk geodetske uprave, ki najbolj, bomo rekli, so aktualne za zunanje uporabnike teh podatkov. Verjetno vsi od vas poznate e-geodetske podatke, ki so skozi katere je mogoče dobiti podatke odprte, prosto dostopne podatke o nepremičninskih in drugih zbirkah podatkov, ki jih vodi geodetska uprava. Tu je bila prelomnica začetek letošnjega leta, ko je po skladu z direktivo in posledično zakonodajo so se pač podatki geodetske uprave odprli in postali prosto dostopni, tako da praktično vse zbirke geodetske uprave je mogoče prevzeti k sebi za nadaljno uporabo pod pogoji, ki so seveda na tem portalu objavljeni. Seveda pa tu ne govorimo o osebnih podatkih, ki jih tudi v nepremičninskih evidencah geodetska uprava vodi, vendar pa so le-te podvrženi seveda popolnoma drugim zakonskim okvirjem. Kot že omenjeno, da bodo javno dostopni spletni servisi, ki jih je v tem trenutku že kar nekaj na geodetski upravi, bodo dostopni samo v koordinatnem sistemu D96. To se pravi, na tem segmentu danes javno dostopnih spletnih storitev se bo zadeva spremenila, ker bo od trenutka D naprej zagotavljan podatek samo še v D96 koordinatnem sistemu. Za vse obstoječe spletne storitve za registrirane uporabnike, tu govorimo predvsem o državnih organih, mogoče tudi kakšna podjetja, občine, ki uporabljajo registrirane spletne storitve, bodo nemoteno delovale v koordinatnem sistemu D48, kot že omenjeno do leta 2021, predvidoma. Izdelane pa bodo nove spletne storitve v koordinatnem sistemu D96, to se pravi po vsebini identične tem v D48, le da bojo v novem koordinatnem sistemu. Zdaj, zaradi tehnologije, ki bo pri tem uporabljena, bodo vsi uporabniki, ki danes dostopajo do spletnega servisa v D48, imeli avtomatsko že kar določene pravice za ta isti servis v koordinatnem sistemu D96 in na ta način pač omogočeno čim enostavnejši prehod na svoji strani. Na področju registra prostorskih enot obstaja precejšnje število spletnih servisov in geodetska uprava se je v tem koraku odločila, da bo skozi javne spletne storitve registra prostorskih enot zagotovila celoten sklop podatkov, ki so potrebne za vse uporabnike, tako da bodo le-ti na voljo javno in samo v D96. To se pravi, vsi obstoječi bodo še vedno delovali v D48, ampak vsi, ki danes delujejo v D48 za registrirane uporabnike, ne bodo prenešeni v D96, saj bodo skozi javne spletne storitve vsem dostopni vsi potrebni podatki, ki so potrebni za register prostorskih enot. Nekako za dostop do podatkov lahko razdelimo v, bomo rekli, 3 sklope. Eno so sami vpogledi, drugo so sami podatki o podatkih in sami podatki in kot zadnjo omrežne storitve. Verjetno večina od vas pozna aplikacije, ki so dostopne na portalu Prostor, od javnega, osebnega vpogleda, prega, evidence trga nepremičnin. Verjamem, da precej dobro poznate te aplikacije. In v bistvu za uporabnika se
pogled praktično ne bo nič spremenil. Uporabnik sploh ne bo ugotovil, da je od zadaj od nekega dneva D naprej koordinatni sistem D96, aplikacije bodo še vedno izgledale enako, vse zbirke, vsi sloji se bodo prestavili v D96, tako da iz uporabniškega vidika nekako pri aplikacijah sploh končni uporabnik ne bo razpoznal, kdaj je bil ta prehod v D96 izveden. Kar se tiče podatkov, verjetno marsikdo od vas že pozna metapodatke, ki jih vodi geodetska uprava. Nekaj let nazaj je začela z prenavljanjem tega sistema, tako imenovani Inspire metapodatkovni sistem, ki je danes že precej prerastel ta Inspire del. In dejansko v tem so praktično danes vodeni vsi podatki geodetske uprave, ki jih pač vodi, in pri tem so dejansko ti metapodatki, ki bomo kasneje malo pogledali podrobneje, vključujejo tudi podatek o koordinatnem sistemu. Aplikacija, ki omogoča prevzem podatkov, že omenjena e-geodetski podatki, je predvsem namenjena tistim, ki uporabljajo te podatke za nadaljnjo obdelavo v GIS orodjih, v nekih drugih orodjih ali pa v svojih podatkovnih bazah in jih dejansko prevzamejo pod narekovaji na roko. Tisti sistemi, aplikacije, informacijski sistemi, ki komunicirajo z zbirkami na geodetski upravi preko omrežnih storitev, seveda dostopajo, to se pravi strojna oprema oziroma aplikativna oprema do aplikativne opreme in dejansko prevzemajo podatke preko spletnih servisov. Kot že omenjeno, vsi spletni servisi v D48 bodo delovali, tako da vsi, ki so danes povezani na te spletne storitve, tudi ne bodo, da rečem, zaznali nobene spremembe, seveda pa bodo preko omrežnih storitev, ki bodo na razpolago v D96, imeli omogočeno, da postopno oziroma si organizirajo na svoji strani prehod na koordinatni sistem D96. Metapodatkovni sistem, nekako 200 podatkovnih virov je danes v tem metapodatkovnem sistemu in vsebuje predvsem ključne informacije o sami podatkovni zbirki. Tukaj vidimo primer digitalnega ortofota in vidimo čisto spodaj je tudi koordinatni referenčni sistem. Vse te zbirke, ki bodo po decembru na razpolago v obeh koordinatnih sistemih, bodo tudi v metapodatkovnem sistemu imele zavedeno, da so v novem koordinatnem sistemu, to se pravi D96. Danes pa tiste zbirke, ki ste jih na prejšnjih slajdih videli, da so že transformirane v nov koordinatni sistem oziroma celo so se izvorno že proizvajale v D96, kot je na primer digitalni ortofoto, imajo seveda to zavedeno v metapodatkih. In dejansko tudi drugi upravljalci zbirk je pač ne smemo pozabiti na metapodatke. Metapodatke, ki bi morali izkazovati pač dejansko stanje same zbirke. V e-geodetskih podatkih danes vidimo 16 nekako sklopov zbirk, kakorkoli že, in v teh sklopih dobimo osnovne informacije o sami zbirki. Sistem je povezan z metapodatkovnim sistemom, ki smo ga prej pogledali, to se pravi je povezava, link na ta opis celotne podatkovne zbirke. Seveda pa je tu dejansko še, bomo rekli, neke dodatne datoteke, ki omogočajo uporabniku, da na čim enostavnejši način je seznanjen z vsemi podrobnostmi za uporabo teh podatkov. In konkreten primer, zbirka topografskih podatkov, DTM,
prejšnjo ime te zbirke je bilo DTK5, to se pravi, zdaj je že na voljo recimo v obeh koordinatnih sistemih in tukaj spodaj za tiste zbirke, ki imajo na razpolago javno dostopne spletne storitve je tudi tu link do teh, da rečem, strežnikov, ki omogočajo uporabo teh spletnih storitev. In tukaj že imamo zavedeno, da je VMTS, to se pravi ta kartografska spletna storitev, dostopna v obeh koordinatnih sistemih. Tako da ta zbirka je recimo že pripravljena, da si uporabniki v svojih zbirkah tudi preko spletnih storitev vklopijo, omogočijo te podatke za uporabo. Če pogledamo nekoliko podrobneje omrežne storitve, tudi omrežne storitve se postopno opisujejo v metapodatkovnem sistemu. Se pravi, vse javno dostopne spletne storitve so opisane v metapodatkovnem sistemu, vse tiste za registrirane uporabnike pa še ne. To se pravi, ko Geodetska uprava postopno odpira te spletne storitve, se temu ustrezno tudi opisujejo v metapodatkovnem sistemu in danes lahko vidimo, da v tem metapodatkovnem sistemu je 136 zbirk in 62 storitev. Poudariti je potrebno, da v tem metapodatkovnem sistemu se ne vodijo samo zbirke Geodetske uprave, ampak tudi drugih upravljalcev, ki vodijo, da rečem, prostorske zbirke podatkov. Vse aktivnosti so se pa začele predvsem z fokusom zagotavljanja Inspire skladnih storitev v povezavi z najprej direktivo, pa seveda potem prenos te direktive v slovenski prostor. Že omenjeno, register prostorskih enot je javna spletna storitev, to se pravi, skozi te storitve se že danes zagotavljajo podatki v vsakemu uporabniku. Tem storitvam, kot je bilo omenjeno, bo Geodetska uprava dodala še spletne storitve za spremembe teh podatkov, da ni nujno, da si uporabniki vedno prevzamejo celotno bazo, ampak samo določene spremembe. Recimo to je aktualno pri hišnih številkah, ko vemo, da govorimo o preko 550 000 objektih, zapisih. Nekatere manjše zbirke, seveda, ki se ne spreminjajo tako pogosto, ni tako pomembno, da se zagotavljajo z spremembami storitev. In zbirka daljinskega zaznavanja, kjer je dejansko tudi že danes na razpolago digitalni ortofoto v obeh koordinatnih sistemih. Zdaj, vse informacije, ki so potrebne za uporabnike, za uporabo teh spletnih storitev, so na voljo na portalu Prostor da rečem, razdelku Dostop do podatkov in opis spletnih storitev. Tako da si tu lahko, bomo rekli, do tehničnega nivoja podrobnosti lahko uporabniki preberete o teh dostopnih spletnih storitvah, ki jih je danes praktično že zelo enostavno uporabljati v marsikaterem tudi odprtokodnem GIS orodju. Danes je bilo nekaj že povedano o, bomo rekli, registraciji teh koordinatnih sistemov. Centralni sistem na svetovni ravni za registracijo teh koordinatnih sistemov je tako imenovan EPSG registry, v katerem so registrirani, bomo rekli, velika večina znanih koordinatnih sistemov na svetu. Vsi proizvajalci GIS orodij prevzemajo te definicije koordinatnih sistemov iz tega registra.
različni proizvajalci seveda različno pogosto. Ali to zdaj enkrat na leto, enkrat na pol leta, tako da se lahko zgodi, da recimo najdete v tem registru že kak koordinatni sistem, ki ga pa ne vem, potem v nekem GIS orodju še ne boste našli kot zbirka podatkov. Tako da zapis teh koordinatnih sistemov, to se pravi parametrov, vključno z parametri transformacije med koordinatnimi sistemi, so zapisani v tako imenovanem VKT1 in VKT2 formatu. VKT2 format je, bomo rekli, nov format, ki se šele zdaj uveljavlja, uvaja pa, bomo rekli, neke dodatne informacije, ki so zelo koristne pri uporabi potem v informacijskih sistemih. Večina orodij seveda danes podpira VKT1 in zato v tej zbirki vedno najdemo zapise tako v VKT1 kot v VKT2, da rečem, izmenjevalnem formatu, tako da je tu treba samo biti pozoren, da dejansko nekatera GIS orodja potem seveda še ne uporabljajo VKT2 formata in lahko tu pride do čist operativnih težav, recimo tudi v PRJ-ju od shapeov se nahaja, to se pravi ta definicija v VKT1 formatu. Zdaj, v tej zbirki EPSG je star koordinatni sistem D48 evidentiran pod kodo EPSG 39112 in tukaj na levi lahko vidimo, kako je definiran v tem VKT1 formatu. Tukaj pa recimo za konkreten primer recimo ArcGIS-a lahko vidite, da je dejansko že seveda v bazi tudi v vseh teh GIS orodij, glede na to, da je že kar nekaj let nazaj bil registriran ta koordinatni sistem in dejansko ni nobenega dvoma o tem. Nov koordinatni sistem D96 ima kodo EPSG 37994 in prav tako je bil registriran že pred leti in dejansko je že vsebovan praktično v vseh GIS orodjih kot bomo rekli osnovna baza podatkov teh parametrov. Seveda te nam pa omogočajo te splošne, da rečem, kartografske transformacije med koordinatnimi sistemi. Če mi vemo, v kakem koordinatnem sistemu imamo izvorno zbirko, lahko v GIS programih z splošno transformacijo lahko transformiramo te podatke. Zdaj, konkreten primer, recimo z odprtokodno rešitvijo GeoServer, je recimo za naš koordinatni sistem, to se pravi star koordinatni sistem, definicija tega formata VKT1, taka kot jo vidite, in predvsem za transformacijo med starim in novim koordinatnim sistemom so najpomembnejši te parametri. To se pravi tu VGS84 parametri, ki zagotavljajo transformacijo pač med D48 in D96 koordinatnim sistemom, ki je, če govorimo o metrski natančnosti, enaka VGS84 koordinatnem sistemu. In zdaj, recimo, zelo konkreten primer, recimo te parametri zagotavljajo splošno transformacijo v okviru cirka 5 metrov za Slovenijo. Izboljšani, modificirani parametri, ki jih je v nekaterih rešitvah orodjih možno, da rečem pod narekovaji, podložiti, tako kot za svojo lastno uporabo, pa recimo zagotavljajo na celem območju Slovenije metrsko natančnost, kar je že precej dobro za neke GIS potrebe, je to popolnoma ustrezno. Seveda pa ne smemo pozabiti, če imamo kakršnekoli podatke, ki so vezani na katerokoli zbirko geodetske uprave, recimo na zemljiški kataster, na GI, na stavbe, kakorkoli že, je seveda toplo priporočljivo, da se uporabi tista vsedržavna trikotniška transformacija, ki zagotavlja isto kakovost kot pa
bodo, mislim, večjo kakovost kot to, seveda 10 cm, ampak predvsem tudi, če se pojavi, da je kje več kot 10 cm, je enako kot na zbirki, na katero se ti nanašaš. To se pravi, tudi če nekje, tam je bilo napisano, da za večino države zagotavlja 10 cm, to pomeni, da boste lahko tudi kje našli 30 cm, zaradi nekih lokalnih popačenj starega koordinatnega sistema lahko tudi kje več, ampak pomembno je, da dejansko, če imate podatke, ki so recimo vezani na parcele, je nujno uporabiti seveda isto transformacijo. Če pa uporabljate te podatke zato, da jih skupaj pregledujete kot pregled v nekih GIS orodjih, pa so recimo te parametri več kot dovolj za dejansko uporabo vseh prostorskih slojev za medsebojno pač primerjavo. Mogoče še to se pravi geodetska uprava, ko je ugotovila, da v teh mednarodnih bazah predvsem ta transformacija ni ustrezno oziroma lahko zagotavljamo boljšo kakovost z drugačnimi parametri, je v septembru registrirala te parametre, to se pravi z metrsko natančnostjo pod to kodo, vendar, to je zdaj nov koordinatni sistem, vendar pa seveda zaradi tega, ker je to pred 2 mesecoma, velika večina programskih rešitev GIS še nima tega koordinatnega sistema v svojih zbirkah. Zagotovo pa čez pol leta bomo pa tudi to našli praktično v vseh koordinatnih, mislim v vseh teh rešitvah. Tako da zelo pomembno je pri tej transformaciji, da se na svoji strani vprašate, kaj vi uporabljate od teh zbirk geodetske uprave, katere zbirke podatke vodite v svojih lastnih evidencah ali pa svojih lastnih procesih in na podlagi tega izberete eno izmed možnih poti transformacije. Od najnatančnejše, kot je Tritra, pa do, bomo rekli, splošnih kartografsko-geografskih, ki pa zagotavljajo že kar dobro natančnost. Recimo tam za tisto Talevo je recimo bilo za večino Slovenije okrog 5 metrov, ampak so se tudi našle napake, ki so bile 10 metrov v nekih delih. To moramo vedeti, to se pravi v centralni Sloveniji je dejansko napaka manjša, čim gremo bolj proti robu te cone, seveda Prekmurje ali pa pač zahodna meja z Italijo, seveda so pa lahko napake večje. Tako da toliko z moje strani.